Lepo vas pozdravljam na to prvo nedeljo v februarju. Kot veste, prva nedelja v muzeju je en tako zvečen program, kjer na različne načine pripovedujemo o naši dediščini. Letos smo začeli v vodovodnem stolpu, prvo nedeljo v januarju, nadaljujemo pa marca, to bo spet drugi, tretji, z našimi društvi kmetic in aktivi iz celotnega Posavja. Letos bomo posvetili se predvsem novemu vpisu v register nesnovne dediščine, to je peka oziroma pletenice, krušna dediščina. Ampak pustimo, danes bomo pa v rokah naše kolegice Andrejke Vabič Nose, naše kolegice, ki bo letos imela kar veliko dela z barokom oziroma s tem obdobjem, s katerim se v veliki meri ponaša seveda tudi naš grad, naš muzej, ki mu posvečamo tudi veliko naše pozornosti. In slučajno, ta akcija je v bistvu vse slovenska. Ne vem, ali so to namerno naredili ali niso, najbrž niso, da to lepo sovpada tudi s 350-letnico rojstva pomembnega umetnika za nas, Frančiška Karla Remba. Ampak jaz mislim, da je za uvod dovolj, ona več pove, tako da dobrodošli. Evo, zdaj pa začnemo z Andrejko, prosim. Tudi v mojem imenu lepo dobrodošli. Jaz upam, da mi boste opustili, če se mi malo glas trese, ker je to eno prvo tako veliko javno vodstvo v tej ustanovi in upam, da bomo skupaj spoznali kakšno novo stvar, ker vem, da veliko od vas je tukaj rednih gostov in če bom danes lahko povedala vsaj kakšno novo stvar, ki je mogoče še niste slišali, bo moj cilj izpolnjen. Navdih za današnje vodstvo pa je bila prav poslikava stopnišča na temo 5 čutov. Zato bomo imeli danes 5 postaj, na vsaki od teh postaj pa se bomo posvetili enemu od čutov. Zato vas lepo vabim, da se počasi podamo na našo prvo postajo, na stopnišče, poslikano seveda, medtem pa lahko občudujete tudi ta lep portal, ki ga bom omenjala pa malo kasneje. Tako da, izvolite. Dobrodošli na našem poslikanem stopnišču. Opazili ste, da vodi iz prvega nadstropja v drugo. Prvo nadstropje je bilo v baroku običajno prostor, kjer so bile nameščene različne reprezentativne dvorane, tako tudi naša viteška dvorana na drugi strani, ampak en zelo reprezentativen prostor v obdobju baroka, torej 17-18 stoletje, je bilo pa tudi stopnišče. In to stopnišče je oblikoval oziroma skupaj z slikarji naročnik Ignac Marija grof Atems, ki je Brežiški grad kupil 1694. leta. V osnovi je to renesančni grad, ampak on je seveda želel v slogu novega duha, novega obdobja baroka ta grad preoblikovati in je naredil to stopnišče, ta poseben prostor, ampak lahko opazite, da so stene zelo, zelo masivne. Kako je pa zdaj to razrahljal? To je razrahljal s pomočjo slikarja Flurerja, ki je tukaj delal nekje okrog leta 1718. Dokumenti govorijo, da je delal tukaj med obdobji 1718 do 1720. Ampak pred njim je pa naš čudovit strop poslikal en drug slikar, in sicer Kaspar Waginger, ki je pa že leta 1718 umrl. Vemo pa, da ta poslikava ni mogla nastati pred letom 1715 zaradi grbov, ki jih vidimo. Te grbi se bodo še velikokrat ponavljali. Na eni strani vidimo grb družine Atems s temi 3 srebrnimi konicami, na drugi strani pa grb njegove druge žene iz rodu Herberstein. In zaradi tega lahko dosti natančno datiramo to poslikavo. Kot sem že omenila, je v bistvu Führer delal na tem, da z različnimi stebri, pilastri, nišami, vazami to masivno steno nekako zrahlja. Na stropu je pa slikar Waginger že pred tem naslikal
idejo oziroma utelešenje 5 čutov. Če, na primer, začnemo kar pri tem, ki je tukaj direktno nad mano, imamo tip. Torej, ljudi, ki se pretepajo Herkula z gorjačo in velikokrat je čut tip predstavljen v umetnosti prav z bolečino. Potem imamo eno zelo svetlopolto žensko z kozarcem vina in njenega družabnika. Imamo Venero oziroma Afrodito z bogom Bahom oziroma Dionizom kot simbolom okusa. Potem imamo na drugi strani skupino 3 oseb z glasbili. Pri eni osebi opazite, da ima na nogi krilca. Označuje ga spet kot enega novega antičnega boga Hermesa in seveda njegova družabnika. Potem imamo pa to večjo skupino dečka ali ženske z ogledalom in gospoda z očali. Tukaj imamo pa vid in tukaj se pojavita dve različni razlagi. Namreč po prvi razlagi gre za boginjo psihe, torej boginjo duše, ki nastavlja ogledalo, v katerega se zazremo. Po drugi razlagi pa gre seveda to za nekega mladeniča, ki prav tako nastavlja ogledalo, kot ga imamo mi tukaj. Ampak zakaj ogledalo? Ogledalo je že v ikonografiji zelo dolgo povezano z vidom in to je prvi čut, ki ga bomo na tej postaji podrobneje spoznali. Namreč ne samo to, da nam omogoča, da se vidimo, ampak po Sokratu, torej antičnem filozofu, je on v svojih filozofskih razpravah razmišljal o tem, kako lahko mi spoznamo globino naše duše. In to lahko naredimo tako, da se zazremo v ogledalo oziroma da se zazremo v oči nekoga drugega, ker edino oči nam na človeškem telesu odsevajo drugega. Noben drug čut nam tega ne omogoča. Na drugi strani pa se malo od antike preselimo v renesanso. Renesančni neoplatonist Marsilio Ficino je pa razmišljal o tem, kako mi z vidom uzremo lepoto in harmonijo in kako je to pomembno pri tem, da se tudi naša duša dvigne, ker ko mi uzremo nekaj lepega, on je mogoče malo namigoval na to, da moški uzrejo lepo žensko, da se tudi duša dvigne proti Bogu. Potem imamo pa zraven gospoda z očali. Prav za to priložnost je naš sodelavec Rok pripravil 2 očal. Zakaj? Ker imajo očala v umetnosti prav tako zelo pomembno simboliko. Hkrati je pa to tudi en zanimiv trenutek zaradi tega, ker prav v 17. stoletju se začne en trend spreminjanja očal. Tukaj, če boste gori pogledali, gospod se ne vidi točno, kakšna očala ima. Ali ima očala taka, ki stojijo samo na nosu, ali ima očala taka, ki se zataknejo, ne? In prav v tem obdobju v 17. stoletju se začne ta razvoj, da se vedno bolj pojavljajo očala, ki se zataknejo za ušesa. Očala so sicer v umetnosti prisotna že od srednjega veka, 12. 13. stoletje. Večinoma so povezana z svetniki, ker na ta način recimo sveti Hieronim postane učenjak. Torej se ta simbolika enostavno prenese na novi vek in človek, ki nosi očala, postane nekdo, ki stremi po novem znanju. Hkrati pa seveda odložena očala, recimo v tihožitjih, namigujejo tudi na ničevost tega iskanja znanja, ker konec koncev vse mine, tudi življenja. Ne? Hkrati pa to pomeni tudi zelo hiter napredek v znanostih. In z očali je povezan en gospod, ki se imenuje Kepler in sem prepričana, da ste zanj vsi slišali. Kepler je namreč prvi, ki je napisal
utemeljitev, na kakšen način delujejo naše oči oziroma na kakšen način delujejo leče v očalih. S Keplerjem se bomo kasneje še srečali, zato ga tukaj še omenjam. In on je sestavil tudi zelo dober teleskop, s katerim je bolje opazoval zvezde in s katerim je potem tudi še dodatno prispeval k razumevanju sveta, kot ga razumemo danes. Očala so na voljo, ozrite se v svojo dušo, v lepoto in lahko poskusite, kako so ta očala delovala na nosu. Zdaj pa vas opozarjam še na zadnji čut, ki je prikazan na našem stropu, in sicer je to voh. Vidimo kadilnico in boginjo Psihe, ki s kadilom, ki širi v bistvu ta von, lep von. Gre za Hestijo, gre za boginjo Hestijo, torej Vesto. Poznate, da so ji kurili, vestalke so kurile večni ogenj, ki je gorel vedno v njenih svetiščih. In če bo nekdo, prosim, odprl vrata, nas bo von povabil na našo naslednjo postajo. Torej, von. Tisti, ki se udeležujete katoliškega cerkvenega obredja, ki hodite k mašam, boste ta von prepoznali, ker se pogosto uporablja v kadilnicah pri mašah. Ampak von je bil smatran, oziroma ga še vedno smatramo kot tisti čut, ki povezuje zemeljsko in nebeško. Nebeški so sluh in vid, zemeljska čuta sta pa tip in okus. Voh pa je tisti, ki tako kot nebeška čuta prek zraka prejme impulze, ki dejansko izhajajo iz nečesa zemeljskega. Zato sem to nekako povezala s to kapelo, ker če gledamo razvoj upodabljanja čutov skozi zgodovino, lahko vidimo, da v antiki se čutom niso prav posebej veliko posvečali. Potem pa začnejo čute upodabljati kot ženske, recimo z nekimi atributi. V renesansi se pojavi motiv, ko pa začnejo te ženske z atributi ko oplemenitijo te ženske z atributi tudi z svetopisemskimi zgodbami. In za voh je povezano to z oživljanjem Adama, zaradi tega, ker Biblija govori o tem, da je Bog vdihnil življenje v Adama skozi nosnice, oziroma mu v obraz. Tukaj, odvisno kater prevod boste gledali, jaz sem primerjala 3 prevode in je v 2 pisalo, da ga je pihnil v obraz, v enem pa, da je Bog Adama oživil skozi nos. Ampak je to en čut, ki je povezan tudi s cerkvijo, hkrati je pa Ignacij Lojolski, torej utemeljitelj jezuitskega reda, ki je nastal v 16. stoletju kot en od znakov preporoda cerkve, je Ignacij Lojolski v svojih vajah pisal o tem, kako je treba Boga častiti z vsemi 5 čuti. In zaradi tega so cerkve tudi tako bogato okrašene, kot vidimo recimo tukaj to kapelo Svetega križa, bogato poslikana. Hkrati pa vidimo seveda tudi zelo lep oltar, ki prav govori o tej ikonografiji. Namreč tudi ta prostor je zasnovan z mislijo na celotno podobo. Seveda je pa ta prostor povezan tudi z brežiškimi frančiškani. Namreč frančiškani so po zaslugi tedanjih lastnikov gradu Brežice Frankopanov in brežiških meščanov prišli v Brežice 1659. leta. Ampak 1658
85. leta je pa zadnja grofica Frankopanska, Marija Julijana, izdala ustanovno listino, ki je omogočila v bistvu dolgoročno preživetje samostana. Ampak, ko so frančiškani prevzeli to ustanovno listino, so se obvezali, da bodo vsaj enkrat na dan maševali na gradu oziroma na lokaciji, ki jo bo določil skrbnik oziroma ustanovnik samostana. In na ta način so oni tukaj maševali in tudi ikonografija tega prostora je povezana z frančiškani. Namreč frančiškani so bili edini, ki so imeli dovoljenje papeža, da so ob križevih potih, ob postajah križevih potov dali odpustke. Druge so tudi imeli križev pot, ampak frančiškani so pa lahko dajali odpustke. In provinca, ki brežiški frančiškani pripadajo, se prav tako imenuje Svetega križa. Torej je križ izrednega pomena za frančiškane in lahko vidite v bistvu tudi to osrednjo sliko na oltarju, ki prikazuje križanje. Ampak, če se mi pomaknemo pa nad stene in gledamo ta ubočeni del, pa vidimo v kotih 4 evangeliste, vmes pa so seveda razni angeli z znameni križevega trpljenja, torej z bičem, z mečem, z kockami, z krožnikom in karafo z vodo. Zakaj? Ker je to povezano tudi z tem, kaj je delal Pilat. Torej, Pilat si je umil roke, ko ga je sodil. Potem imamo recimo tam kladivo, s katerim so mu žeblje zabivali. Imamo tukaj steber, na katerem so ga mučili. Imamo trstiko z gobo, s katerim so mu dali v usta Kristusu na križu piti. Imamo potem krono. V glavnem številna orodja so Kristusovega mučeništva. Na vrhu pa lahko vidite, kako se je slikar Flurer trudil, da bi z iluzionistično arhitekturo odprl ta strop proti nebu in omogočil, da naš pogled potuje v višino proti Bogu, ki z odprtimi rokami čaka na to, da bo Kristus ponovno vstal in da bo v nebohod. Oltar, vidite, je tudi zelo zanimiv, tudi iz časa nastanka prenove te kapele, torej iz prvih let 18. stoletja. Domneva se, da ga je naredil Luka Mislej, Atems je z njim sodeloval že za podčetrtek in obstajajo dokumenti, ki potrjujejo, da je brežiški upravnik izplačal določena sredstva Misleju, da je naredil oltarje, domnevajo, da tudi za tega. Gre za tipični črni, tako imenovan črni oltar, kipari so ga, kamnoseki so ga večinoma delali iz črnega ne marmorja, ampak črnega apnenca. Potem ti barvni deli so pa povezani oziroma so pa iz kamna konglomerata in so bili v tem času v bistvu zelo pogosti v cerkvah. Opozorila bi vas še tukaj na ikonografijo gorečega srca, ki jo bomo pa podrobneje spoznali potem na razstavi sakralne umetnosti, kjer imamo tudi en zelo sijajen kip angela z gorečim srcem. En pomemben del cerkvenega obredja je seveda tudi glasba, zato nas na naslednji postaji v Viteški dvorani čaka glasba. Torej, dobrodošli tudi v tej veličastni Viteški dvorani, največji tovrstni dvorani poslikani v Sloveniji in moram priznati, da vsakič, ko pridem sem, včasih si vzamem po malci par minut, pa pridem, pa zmeraj nekaj novega najdem.
Tako da upam, da boste z mano delili to navdušenje. Vsekakor pa je ta dvorana plod dela našega Ignaca Marije Atemsa in slikarja Frančiška Karla Remba, ki ga imamo upodobljenega tam na steni. Ignac Marija Atems je bil rojen 1652. leta v kar pomembni družini Atems, ampak je njegov oče in mama sta zelo zgodaj umrla, zato je z brati seveda prevzel vse dolgove svojega očeta, kar je nekaj časa trajalo, da se je to vse poravnalo, in zato se je tudi dosti pozno osamosvojil, torej poročil, ko je bil že čez 30 let star. Ne, Miša? Ja, malo čez 30 je bil star, ne? Naša zgodovinarka Miša mi zmeri priskoči na pomoč. No, ampak v tem času je on postal tudi proviantni mojster vojne krajine. Kaj v praksi to pomeni? To pomeni, da je bil odgovoren za preskrbo vojske v vojni krajini in tudi ta grad je bil v bistvu del te obrambne črte. Seveda je ob tem dobro zaslužil, ne? Je bila to zelo odgovorna funkcija sicer, ampak je omogočila pa zelo dobre zaslužke. In to mu je omogočilo potem, da je tudi počasi kupoval gradove. In 1694. je kupil ta grad in ga prenovil v baročnem slogu. Tukaj domnevamo, da je bilo vmes še eno nadstropje, tam v prehodu proti razstavi kmečkih uporov se vidijo še ostanki enih stopnic, ki vodijo navzgor. Tako da verjetno je bilo tukaj malo drugače prej, ampak med leti 1700 in 1703 je pa to dvorano poslikal Frančišek Karl Remb. Verjetno v soglasju in po navodilih našega Atemsa. Zakaj? Zaradi tega, ker je že iz tega portreta očitno, da je bil Atems zelo učen mož. Tukaj ga vidimo predstavljenega kot arhitekta. V rokah ima šestilo in na kolenih načrt neke stavbe. Ne? Po dokumentih vemo, da je naredil načrt oziroma dal točno specifična navodila, kako naj naredijo urni stolp v Podčetrtku. Domnevamo, da je verjetno dal enaka tudi navodila za postavitev urnega stolpa v Brežiškem gradu. Prav tako domnevamo, da so po njegovih navodilih postavili portal, skozi katerega smo najprej šli in za katerega sem vas prosila, da ga opazujete. In tudi tistega v Slovenski Bistrici zelo verjetno so naredili po njegovih načrtih. Kako vemo, da verjetno to ni bilo po načrtih nekega, bom rekla temu, pravega arhitekta? Zaradi tega, ker je ta portal mečkeno drugačen. Prva stvar, ne vem, če ste opazili, ampak spodaj pilastri niso čist ravni, ampak spodaj se mečkeno tako zamaknejo, ne? In s tem enostavno da arhitektura občutek nestabilnosti. Ne? Pa kaj ima še zgornji del, gre pa v obliki elipse. In tukaj pred nami tudi vidimo 6 elips. Ko sem jaz to začela mečkano razmišljati, zakaj elipsa, mi je spet prišel takoj na misel Kepler. Omenjala sem ga že na stopnišču, omenjam ga spet tukaj. Zakaj Kepler? Zaradi tega, ker je on razvil teorijo, in ki so jo potem tudi seveda dokazali, da se planeti okoli Sonca ne gibajo v krogu, ampak v elipsi z 2 goriščnicama. Ne? In Kepler je približno 6 let bival tudi v Gradcu in bil v zelo tesnih povezavah s princem Egbergom, ki je nekaj let kasneje potem gradil palačo Egberg in za katero vemo, da je vplivala na gradbene podvige tudi našega grofa Atemsa. Tako da lahko sklepamo, da mogoče je pa v bistvu to stremljenje po vedno novem znanju, po vedno novih dognanjih bil tudi njegov cilj. In mogoče v teh ovalih lahko zaznamo tudi delček tega novega baročnega
preporoda znanosti. Ikonografsko tukaj gre seveda za portret Ignaca Marije Atemsa s 3 njegovimi najstarejšimi sinovi. Na drugi strani tam vidimo njegovo prvo ženo, Marijo Regino Wurmbrand-Stupach, to je tukaj, vse se lahko ostanete, ker zdaj se bomo malo sprehajali. S 3 najmlajšimi otroci. Med njunimi portreti je tudi neka alegorija. Verjetno gre za alegorijo bogastva, ker vidimo, kako je na mizi, kako so neka odlikovanja. Zaenkrat še nisem našla podatkov, za katera odlikovanja točno gre, razen za tega na sredini. Tukaj na sredini imamo pa eno zelo pomembno, tukaj nad mojim prstom, imamo pa eno zelo pomembno odlikovanje in to je odlikovanje reda Zlatega runa. Red Zlatega runa je bil ustanovljen nekje v 15. stoletju v Burgundiji. Ob tej priložnosti so bila za ta red narejena sijajna vezena oblačila. Priporočam, če greste kdaj na Dunaj, v Kunstkamer, absolutno se splača to pogledati, ampak kar je bistveno, število članov tega reda je bilo zelo omejeno in je to izredno visoka čast, da bi on bil član, ampak morebiti je pa bilo to samo neko stremljenje po tej časti. Zaenkrat še nisem našla dokumentov, ne vem, Miša, če ti mogoče veš, ampak nimamo dokumentarnega dokaza, s katerim bi podprli, da on dejansko bil član tega reda. Na tej strani imamo torej slike, ki so kopije, na drugi strani imamo pa originalne ovale in sicer imamo tudi tukaj malo ugank. Če pogledamo na našo levo, vidimo neke ljudi, neke moške v pogovoru. Ne da se točno definirati, morebiti gre za filozofe, morebiti gre za kaj drugega. Tukaj vidimo mečkan bolje, da gre za ženske z nekimi pridelki, morebiti za boginjo Ceres. Na koncu pa vidimo neke mešanico moški ženski v neki družbi. Zelo težko je ikonografsko opredeliti, zakaj točno gre. Ker nimamo podatkov spet ne o tem, kaj so oni razmišljali. Ampak, če pa mi pogledamo na embleme nad temi ovali, pa nam mogoče to lahko nekoliko pomaga, ampak bo tudi tukaj še potrebno veliko raziskav. Namreč tukaj na sredini imamo na eni strani žito, na drugi strani imamo pa 2 roga izobilja. In roga izobilja so običajno povezani z bogastvom. Na drugi strani žito je običajno povezano z obiljem. Torej, morebiti bi bilo smiselno ta 2 ovala zamenjati. Na drugi strani imamo nad temi bežečimi, prestrašenimi, sedečimi čelado z orožji, zastavami in tako naprej. Mogoče je to povezano z vlogo Atemsa v vojni, ampak to so ene zanimive točke, ki jih je vsekakor še potrebno raziskati. Potem bi vam rada pokazala tole steno. Tole vazo. To vazo je dr. Kokole identificiral kot medičejsko vazo. Ta vaza je bila izdelana v antični Grčiji, približno v 1. stoletju in namenjena za rimski trg. Ampak potem v renesansi se pa pojavi na vrtu medičejskega dvorca, kjer je bila dostopna javnosti, kjer so slikarji lahko to risali in pojavijo se številne grafike, ki ta motiv raznesejo po Evropi in morebiti je navdušenje Atemsa ali pa Remba doprineslo k temu, da se je ta vaza znašla tudi v Brežicah na steni.
Potem imamo tukaj podobo našega slikarja Frančiška Karla Remba v oblačilu, ki ne bi bilo njegovo sproščeno oblačilo, torej na nek način domača halja, ki je okrašena z krznom. Seveda je pa označen z paleto. Kot en drug nov zanimiv motiv pa je na končni steni podoba ladje. Do zdaj je bilo to imenovano podoba skrivnostne ladje z labodi, ampak po grafičnih predlogah lahko sklepamo, da gre za podobo spremenjenja Diomedovih spremljevalcev v ptiče. Namreč ta prizor je vezan na Ovidove metamorfoze. Diomed je bil pa en pomemben vojščak v trojanski vojni. In kot edini je v enem dnevu ranil dva bogova, in sicer boga vojne Aresa in Afrodito. Ampak se veste, bogovi so muhasti in zaradi zaščite boginje Atene Diomedu niti Atena, niti Ares nista mogla takoj škoditi. Ampak kaj se je zgodilo? Maščevanje je sladko, ne? In ko se je Diomed vračal domov, je doma našel ženo, ki ga je prevarala. Ni mogel zasedeti prestola, ki mu je bil dedno namenjen, in se je s svojimi družabniki podal na morje. In v velikem obupu, ker niso več vedeli, kaj naj, je eden od njegovih družabnikov ponovno preklel Ateno, in v tistem trenutku je Atena njega in nekatere potnike na tej ladji spremenila v labode. In ta trenutek vidimo, trenutek spremenjenja, 3 stopnje spreminjanja vidimo na tej freski. In ta freska je neposredno povzeta po grafični predlogi iz konca 17. stoletja, tako da več o tem si lahko pač preberete tudi na naši spletni strani, točno za katere grafične predloge gre. Ampak grafične predloge so bile v veliki meri izhodišče tudi za ostale prizore na stropu, ampak da pridemo do tja, bi vas peljala pa še pogledati še en prizor na steni. In sicer tale. Ta prizor velikokrat spregledamo, ampak verjetno bi ga lahko razlagali kot trenutek, ko Pozejdon lovi svojo bodočo ženo Amfitrito, ker ona se je po zgodbi se je ona ustrašila in se najprej ni želela s Pozejdonom poročiti, ampak vidimo tukaj tudi Amorja, ki proti njima uperja puščico in jo bo vsak trenutek sprožil, in seveda to pomeni tudi njuno poroko. In kot prvi prizor na strani, na elementu vode vidimo tudi, kako sta Amfitrita in Pozejdon poročena. In seveda to je tukaj. Namreč ta pas stropa je posvečen 4 elementom, in na tej strani imamo predstavljen element vode, potem imamo element ognja, element zemlje in za mano element zraka. Vsak element je razdeljen na več prizorov, tako da tukaj bomo šli majčkeno hitreje. Prvi prizor sta Amfitrita in Pozejdon na kočiji, potem imamo velikana Polifema, ki igra na pečini, potem imamo nesrečno zgodbo ljubezni Prijama in Tisbe in potem seveda Evropo. Na koncu imamo Hefajsta v svoji kovačnici, potem imamo element zemlje z Dionizom, ki slavi,
Potem imamo Dafne in Dioniza, kako Dioniz Dafne lepo prebuja z peresom, slavljenje Pana, kako dve ženski, ki v družbi Pana in njegovega prijatelja hranita otroka z ambrozijo, na koncu pa spet nekoliko zagoneten prizor z ženskami, ki igrajo in vojščakom. Dolgo časa se je ta prizor razlagal kot boga Aresa, ki se vrača iz vojne, ampak dr. Kokole je nedolgo nazaj našel grafično predlogo, ki pa bolj govori o tem, da je Remb kot izhodišče vzel zgodbo Torkvata Tasa, Osvobojeni Jeruzalem, kjer se vojščak Rinaldo poda v začarani gozd, da bi rešil svojo ljubimko. Na kratko, vsi ti prizori so nekako povezani z ljubeznijo, srečno, nesrečno. Zato je tudi ta prizor z Diomedom toliko bolj jasen kot neko opozorilo na to, kaj se zgodi, če te ljubezni, ki ti je usojena, ne upoštevaš. Na vrhu pa imamo številne prizore, ki so posvečeni slavljenju družine Atems z različnimi alegorijami umetnosti in znanosti. Če primerjamo recimo likovno ta strop z tistim v kapeli, boste mogoče opazili, da kapela vendarle v kapeli se strop bolj odpira navzven. Tukaj je pa vse nekako v eni ravnini, sploh če gledamo to arhitekturno ozadje, ni nekega vzgona v višino. Ne? Posamezni prizori so tudi dosti ločeni med sabo. In vidite od pesništva do glasbe, potem imamo pa seveda tukaj tudi prizor z alegorijo kiparstva in med drugim je upodobljen Spinarijo, torej deček, ki si iz noge izdira trn. In to je eden od redkih antičnih kipov, ki namiguje na naš naslednji čut, torej tip. Pa še eno stvar bi vas rada tukaj upozorila na to, kako je slikar obravnaval barvo na stropu. Namreč opazite, da barvna paleta mogoče ni tako razgibana, kot bi lahko rekli drugje, ampak je pa slikar uporabil eno zanimivo sredstvo za popestritev blaga, recimo, ali pa oblačil ljudi. Namreč uporabil je eno barvo in potem gube oblačila naslikal s popolnoma drugo barvo, naprimer, kot imamo to tukajle, pri gospe z teleskopom. Vidite, rumena pa zelena. Torej gre za ta učinek, kot da bi bila ta dvobarvna svila. Tule imam en primerek. Ne? Kaj mislite, kater renesančni slikar je tudi to sredstvo uporabljal? Takšen način uporabe barve. Tri najbolj znane renesančne slikarje imamo. Rafaela, Da Vincija in Michelangela. Tako da ta način slikanja lahko opazite tudi na stropu Sikstinske kapele. S tem bi vas pa jaz povabila na našo naslednjo postajo, zaradi tega, ker blago oziroma ta svila je pomemben reprezentativni, je pomemben element, s katerim se kaže tudi podoba plemiških družin kot nek res dragocen material. Zdaj smo se znašli na razstavi posvetne dediščine od 17. do 19. stoletja
in tukaj lahko vidimo v bistvu, kako so oblačila, dragocena oblačila bila pomembna za reprezentančno podobo neke plemiške družine. Tukaj imamo v bistvu galerijo prednikov družine Moškon z Pišec. Po zaslugi gospoda Bonača smo že pred drugo svetovno vojno oziroma je Muzejsko društvo za politična okraja Krško in Brežice odkupilo te portrete in jih zbralo za svojo zbirko. Seveda jih pa mi zdaj tukaj razstavljamo. Gre pa za družino, ki je dolga leta gospodarila na Pišecah in na številnih drugih dvorcih, gradovih v okolici. Pišeški gospodje se prvič v dokumentih pojavijo v 13. stoletju, ampak že stoletje kasneje izginejo in Pišece se kot posestvo ponovno vrne pod nadzor salzburške nadškofije. Ampak Moškoni se pa v Sloveniji, v slovenskih dokumentih prvič pojavijo v 16. stoletju, tako na Ptuju, kakor tudi v Ljubljani. Kaj pa je bilo tisto, kar je v bistvu definiralo njihov obstoj v Sloveniji? Dejstvo, da so veliko premoženja podedovali po Janezu Krstniku Valvazorju, ki z njimi ni bil v nobeni krvnem sorodstvu, kljub temu jih je pa vzgajal. Najstarejši sin Moškon je bil tisti, ki ga je Janez Krstnik Valvazor vzgajal in tudi zaradi tega ni podedoval večjega dela premoženja. Večji del so podedovali njegovi mlajši bratje. Ampak zakaj omenjam Inocenca? Zaradi tega, ker je s pomočjo Janeza Krstnika Valvazorja, ki je bil tudi proviantni mojster vojne krajine, v bistvu obogatel kot trgovec v zaledju vojne krajine. In seveda pod mentorstvom Janeza Krstnika pridobil številne izkušnje in med drugim kupil tudi grad Pišece. Njegov sin je pa Janez Krstnik Moškon in to je najstarejša upodobljena oseba v tej zbirki. Potem seveda so Moškoni kupili še številna druga posestva, imeli so v lasti Sevnico, Krško, samo tukaj v bližini, potem tudi Laško, res Mokrice tudi, res številna druga posestva. Ampak eden zanimiv gospod je pa tole. Če boste malo dalj časa gledali, boste opazili, da zelo ponosno razkazuje roko. Ne? In na tej roki boste opazili 6 prstov. Ne? Ampak ta gospod ni bil najbolj učinkovit gospodar in leta 1661 so se njegovi podložniki uprli, so ga zvabili iz gradu in ga umorili, zaradi tega, ker jim je nalagal vedno nove dajatve. Ne? Ampak potem so seveda ga je nasledil sin in sledili so številni nasledniki, ki jih vidimo tukaj upodobljene, ampak če dobro pogledate, povsod vidite zelo dragocen oblačila, okrašena z biseri, okrašena s čipkami, svilena oblačila. In zdaj, če vam samo ilustriram z enim podatkom, ki sem ga čisto po naključju našla za Anglijo. En gospod je v sredini 17. stoletja z lahkoto plačal 3 funte za 1,5 metra čipke. Ampak par dni kasneje je pa z izredno težavo odštel 4-letno plačo za svojega delavca v vrednosti 1 funt pa 5 šilingov. To govori o tem, kakšno vrednost je v bistvu imela čipka. In tudi svila je bila en pomemben reprezentativni material, čeprav v tem času so delali tudi že v Evropi, recimo v Italiji, ni bil to izključno več uvoz iz Kitajske. Ampak, da vam pobliže predstavim nošo tega časa, prve polovice 18. stoletja, sem zato izbrala 2 portreta, in sicer Marijo Ano in tegale gospoda,
Jožefa Antona kot primera ženske in moške noše prve polovice 18. stoletja. Če vas o tem več zanima, priporočam knjigo Andreje Vrišer, ki zelo podrobno opisuje noše, tudi na podlagi različnih portretov. Ampak tukaj lahko vidimo, da ima gospa steznik, tukaj je tak zelenkasto barve, spodaj ima neko krinolino, ki dejansko ne moremo določiti, koliko velika je, ampak v tem času so nekatere bile tudi zelo, zelo široke, da se ženske so zelo težko usedle, ker so imele spodaj posebno strukturo, ki je to krinolino držala gor. Medtem ko moški ima na tej sliki domačo haljo. On je udoben, on je sproščen, upodobljen v nekem prijetnem opravilu doma, spodaj ima pa telovnik. Zdaj pa eno vprašanje za vas. Kaj pa imata ta dva portreta skupnega? A je karkoli, kar imata skupno? Ok, ogrinjalo, ok, še kaj drugega? Ja, ok, svila? Da vam malo pomagam, vezenino. Obe dve oblačili sta okrašeni z vezenino, zaradi tega, ker je bil to en sestavni del plemiškega oblačila tega časa. In da vam malo pomagam občutiti bogatstvo teh vezenin, smo za vas pripravili dve vezenini, in sicer to je vezenina s svilenimi nitmi na svilo, kot jo ima ta gospod na telovniku. Lahko primete, če želite, je to namenjeno temu, da potipate. Tukaj imamo pa eno vezenino s kovinskimi nitmi, kot je na oblačilu te naše Marije Ane. Poskušali smo se približati tudi tem okraskom, voluticam, in tudi to lahko povzamete. Ampak zakaj mislite, da je oblačilo tega gospoda tako okrašeno z rastlinami? Bi prosila, bi še kdaj uporabili. Zakaj so rože gosto posejane po tem telovniku? In to ni edini telovnik, ki je tako bogato okrašen. Bogato vezena so bila recimo tudi cerkvena oblačila, predvsem z rožami. Pojavi se rože tudi na tkaninah, torej na tkanih, ne samo vezenih oblačilih. Zakaj? Ker je to spet povezano z razvojem znanosti. Namreč botanika se tukaj začne tudi zelo intenzivno razvijati. In kaj sproži razvoj botanike? To, da so začeli v Evropo uvažati številne nove vrste z Amerike, z Azije, začeli so se pojavljati botanični vrtovi, začeli so natančno risati rastline in širiti te risbe tudi z pomočjo tiska, ki je bil seveda v 17. stoletju zelo, zelo pogost. Ne? In vse to je pripomoglo, da so tudi podobitve na tkaninah, na vezeninah rastline izredno realistične. In tudi ta vezenina nageljna, ki jo gledate, je povzeta po eni knjigi vzorcev iz 18. stoletja, medtem ko vezenina z zlatimi nitkami je povzeta neposredno po oblačilu te gospe. Tukaj, če se še kakšna vprašanja pojavijo, z veseljem odgovorim. Na novo odprta, seveda pa gre za postavitev, ki jo je oblikovala že naša upokojena sodelavka Oži Lorber, tako kot prejšnjo razstavo, ki smo jo gledali, in predstavlja sakralno umetnost Posavja. V bistvu iz tega lahko vidimo, kakšne so bile novogradnje, kateri umetniki so sodelovali pri izvedbi oltarnih naročil, ampak več o tem bom povedala malo kasneje, sedaj bi pa direktorico prosila, da nam majčkeno več pove o sami prenovi. Ja, ampak moram malo sapo zajesti. Ja.
Dobro, bom pa povedala. Zelo smo veseli, da nam je uspelo, da je te 3 prostore, rekli ste bili lani na vodstvu, 8. februarja se spomnite, da smo pokazali, kaj se dogaja in nam je lansko leto uspelo potem to posanirati. Malo več bom tem povedala na mojem vodstvu v soboto ob 10. 8. februar vedno vodim, ampak ta je pa zdaj v bistvu pač prostor, smo veliko razmišljali, kaj narediti, ne? Ali postaviti na enak način, ali popolnoma se na novo lotiti. Potem smo se odločili, da v bistvu postavimo razstavo nekako nazaj, jo pa seveda vseeno malo dopolnimo. Obvezno seveda smo si želeli, da strop ne bo več tako črn, da nekako se zgubi ta teža stropa, tako kot tam pri tistih možkonih, ko smo takrat par let nazaj naredili lepo lep strop. Smo tudi tukaj rekli, da dajmo malo razbremeniti to težo zgornjega dela, ne? In seveda zamenjali vse svetila. Tako da so zdaj tudi svetila primerna za to vrstno umetnost. Če pa pogledate z različnih kotov, pa vidite, ne, kako je problem osvetliti te baročne slike, ker imajo neke svoje premaze, odseve, tako da v bistvu, ko prihajate v tam, lepo vidite, mogoče z te strani malo manj, tako da je bil to tudi en velik izziv, kako sploh osvetliti ta izjemna dela. Nove so tudi podnapisi, Andrejka se je tudi potrudila še z malo daljšimi podnapisi, potem smo ugotovili, da v ta koncept težko damo te daljše podnapise. Ja, veste, ampak nič hudega, je pripravljeno in imate na voljo v taki, zdaj trenutno še enostavni publikaciji tukaj, ali pa seveda tudi na naši spletni strani. Tako da lahko malo več izveste. Ker veste, da ta del je mogoče tudi, bi lahko rekli, eden izmed tistih delov naše zbirke, ki ima kakšnih več izzivov, oziroma v slovenščini nimamo tako lepe besede, contested je v angleščini, ki pomeni, da je veliko izzivov, veliko nekih zadev zadaj, ker seveda gre tudi tukaj za dela, ki so iz nekdanjega frančiškanskega samostana, se pravi samostana, ki je bil v današnji gimnaziji, oziroma gimnazija je v nekdanjem samostanu in potem tudi iz kakšnih drugih cerkva. Čeprav moram reči, da je Andrejka zdaj odkrila ene zanimivosti, tako da mogoče tudi kakšen mit, ki se je okrog tega razvil v kakšnih letih, bomo lahko zdaj popolnoma drugače predstavljali. Naprimer, gre za tudi eno sliko z ene cerkve, za katero so prepričani, da jim je nekdo vzel, ampak se vidi, da so jo že leta 39 oziroma 40 dali v novo nastajajoči muzej, ker so se odločili za novo oltarno sliko, ne? Se pravi, ko se je pač prenavljalo. Tako tudi imamo recimo oltarno sliko iz cerkve svetega Lovrenca, ker se je pač celoten prezbiterij prenavljal po Vatikanskem tem koncilu drugem, ali kak je že bil, in niso pač vse stvari bile, bi rekli, zaradi kakšnega odzema ali pa političnih razlogov prinešene v muzej. Tako da s tem se je Andrejka tudi kar veliko zdaj ukvarjala, nimam pojma, kaj nam je mislila povedati, jaz nismo to znač uskladili, ampak jaz sem želim deliti z vami veselje, no, da nam je to uspelo in da imamo kar nekaj novih znanj zdaj o tem. Tiste 2 prostora, v katerih pa ne bo vam najbrž nič povedala, bomo samo šli, pa zdaj čakate na to, tam pa bomo, to stalno galerijo Alenke Gerlovič in Franje Stikloška, smo se pa odločili, da bomo malo razmislili, da bomo malo reinterpretirali, da bomo šli v to smer, da bi mogoče predstavili še kakšne druge posavske umetnike in da bi tako potem končali to pot. Tako da to pa ne bo še letos. Letos se res posvečamo 2 temama, se pravi baroku in 80-letnici konca vojne. O tem bo se še slišali drugič, 6. aprila bo ta nedelja. Kar sem pa jaz želela vam povedati, je pa v bistvu to, kako se mi premalo zavedamo, kako je v bistvu v baroku bilo Posavje pomembno tudi za posredovanje nekih mojstrov, ki so iz Posavja prišli potem v Ljubljano. Namreč, če pogledamo Andreja Janeza Herlajna, vemo, da je on preko Zagreba in Posavja prišel v Ljubljano. Torej je najprej delal v Posavju za Auersperge Šrajbarskega turna in šele potem se je podal
v Ljubljano. Ne? Tako da lahko smatramo Posavje kot neko pomembno točko, ki je prepoznala umetnike in jih potem posredovala tudi naprej. In tukaj imamo dve njegovi deli. Eno je nažalost bo od aprila naprej na razstavi v Narodni galeriji in sicer bi moral tukaj biti Sveti Mihael, ker bo to osrednja razstava letošnjega leta v Narodni galeriji in tega projekta Barok v Sloveniji. Ne. To pomeni, da so prepoznali Herrleina kot nekega mojstra, ki je pomembno vplival na razvoj baroka v Sloveniji in tudi, da so prepoznali naše delo na to kot eno najboljših iz njegovega opusa. Tukaj imamo pa prav tako Herrleinovo delo Binkošti, ki je nekoč krasilo Cerkev Svetega Duha v Krškem in seveda je bila to novogradnja v Krškem, okrog 1777 je bila narejena, torej so v tistem času nastali tudi 3 novi oltarji in tukaj Sveti Mihael in Binkošti sta krasili 2 oltarja. Imamo potem tudi tukaj 2 kipa, ki sta taka zelo drugačna od drugih, pobarvana sta belo in je naša upokojena kolegica Oži Lorber z mnogimi primerjavami in s proučevanjem gradiva ju umestila v en velik naročniški projekt v Kostanjevici na Krki. Namreč veste, da se je samostan v Kostanjevici na Krki tam okrog leta 1786 zaprl zaradi jožefinskih reform, ampak par desetletij prej je pa opat Tauferer naredil še zadnjo veliko aktivnost prenove in naročil 11 oltarjev. Ti oltarji so zdaj raztroseni po celi Sloveniji, od Golega, nekaj jih je v Novem mestu, pa potem, ki je še res na veliko mestih, ampak 2 kipa od te množice oltarjev sta pa v zbirki našega muzeja. In gre za izredno kvalitetnega mojstra, povezujejo ga tudi z Bavarsko. Tako da tukaj je potrebno sicer še veliko raziskav, da se bo točno vedelo tudi ime tega mojstra, ampak že te mednarodne povezave govorijo v prid, da gre za en zelo pomemben projekt. Potem imamo tam 2 zlata kipa iz Orešja, ki sta nekoč krasila grajsko kapelo. Tukaj vemo, da gre za svetnico Sveto Hedviko, zaradi njenih atributov Marije in cerkve. Ustanovila je namreč en pomemben samostan v Trzebnici na nekdanjem Šlezijskem, sedanji Poljski. Druga svetnica je pa neznana redovnica, nažalost še ni mogoče točno dolečiti, za katero svetnico gre, ker enostavno ne vidimo drugega atributa. Sedaj pa pridemo na en del razstave, ki predstavlja večino naše razstave in to so dela povezana z slikarjem Valentinom Metzingerjem in s frančiškani. Tudi Valentin Metzinger je bil slikar, ki je najprej delal za Brežice, pa brežiški samostan in šele potem je opazen v Ljubljani. Ampak pri njemu se pojavi ta problem, da vemo, da je živel v Ljubljani, delal pa za Brežice. Ne? In ni točno znano, kdaj in zaradi česa je prišel na slovensko ozemlje. Vemo pa, da izhaja iz enega malega mesteca v nekdanji Loreni, sedanji Franciji in da spada med najkvalitetnejše slikarje slovenskega baroka. Tukaj pred nami so njegova zgodnejša dela, ki jih zaznamuje tak mečkano bolj rjavkast kolorit. Imamo različne svetnike. Meni je tale slika svetnika čudeži svetega Antona Padovanskega je meni, moram priznati, mečkano ljubša kot vse ostale, zaradi tega, ker zelo dobro prikazuje različne čudeže, ki jih je Anton Padovanski izvedel, od tega, da je izganjal demone, vidimo tukaj
na levi strani, do tega, da je zdravil otroke, do tega, da je naredil čudež mladeniču, ki je svojo mamo brcnil in se pokesal in si odrezal nogo in svetnik mu je to rano zacelil. Zadnja oseba v ozadju pa verjetno predstavlja vse tiste, ki jih je Anton Padovanski spreobrnil v katoliško vero. S frančiškani je povezana pa tudi zelo zanimiva ikonografija gorečega srca, ki sem vam jo omenila že v kapeli, če se spomnite na spodnjem delu menze oltarne je bila podoba gorečega srca in sedaj imamo tudi tukaj kip gorečega srca. Ta ikonografija je v veliki meri popularizirana oziroma vezana prav na frančiškane. Ker frančiškani, temelj frančiškanske dogme oziroma teologije predstavlja verovanje, da je bil svet ustvarjen zaradi tega, ker je Bog najprej imel v mislih to, da se bo Jezus utelesil. Najprej. In zaradi tega, da se bo Jezus utelesil, je Bog ustvaril svet. In s tem, ko je Jezus se utelesil, je v bistvu bilo to ultimativno zadnje dejanje njegove ljubezni do človeštva. In karitas, dobrotljivost, je povezana s simbolom gorečega srca. In to v bistvu ponazarja stik z Jezusom, z osebnim spoznanjem vere in je kot tako močno povezano z frančiškansko prisotnostjo v Brežicah. Drugi motiv, ki je pa prav tako povezan z frančiškani in njihovo pobožnostjo, je pa motiv brezmadežne oziroma imakulate. Tukaj imamo dve tovrstni podobi, ena je tam spod čopiča Valentina Metzingerja in druga je na tej strani, ki pa je nažalost neznanega avtorja. Obe dve izhajata iz apokaliptičnega opisa ženske, ki se bo pojavila, ki je obsijana s soncem, ki jo obdajajo zvezde in ki stoji na hudiču. In ta hudič na kači v bistvu. In ta kača je seveda hudič in ta kača ima v ustih jabolko izvirnega greha. In s tem jabolkom zaključujem današnje vodstvo in vas vabim, da z mano delite suhe krhlje jabolk, da dobimo v bistvu vsej en prizvok mogoče raja, da okusimo en poseben občutek. Ne? Je še kaj druga tudi na voljo, ne sam jabolka, no, tako da boste lahko tudi kaj drugega okusili. Hvala vam. Najlepša hvala Andrejki, ki si zahvaljujemo tudi, imamo take lične toaletke, ona bo dobila to z drvom Atomsone, ker bo še lahko Atomson razlagala, kaj je v njihovem gradu. Ko pridejo, tako da najlepša hvala Andrejka. Hvala. Da si se krasno pripravila, bravo še enkrat. Hvala vam. Ja. Kot rečeno, letos posvečeno leto tudi baroku in že zdaj vas vabim, imeli bomo eno posebno ekskurzijo 16. do 18. oktobra po krajih, kjer je Remb delal, se pravi gremo iz Slovenije v Avstrijo in nazaj v Slovenijo. To bo pa takrat zato, ker 14. oktobra 1675 je bil namreč Remb krščen v Radovljici, na tisti dan bo pri nas en strokovno-znanstveni
simpozij, ki bo tudi za širšo javnost, tako da jaz upam, da bo mogoče si kdo vzel čas tudi, pa se tega udeležil.